Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Matic, Živja. reci. Torej, jaz bom pa danes naredil oddajo, katero bi se lahko bolje lotil. Ja, Definitivno. Ampak ne bomo sem danes o tem. Ne bomo o tem, bomo mogoče kdaj drugič, bolj konkretno o tem. Tako. Ampak jaz sem se pa lotil pogledati, kje so slovenski izumi. Okay. Kaj smo, težko je reči Slovenci, ker enmo, ki se je 1070 ga rodil, težko mu reči Slovenci, ampak vsem nam malo komplicirali, naši gori list. Ja. Kakšni izumi so iz naše deželice prišli. Stal je na tej zemlji. Tako, bravo. In nekaj jih je, nisem seveda vzga tiste, ki sem meni zdel, da so pomembni, sem jih tukaj napisal. Pa ne bom šel kot najstarejšega, tako malo bom skakal. Okay. Tako naprej. Jaz enega vem, Ja, ker si ga že imel oddajo enkrat. aha, no, super, verjetno sem ga. Okay. No, najbrž omenil, če ga ni, ga boš pa ti Tako. omenil, če sem slučajno pozabil. No, Moram reči, da so eni izumi, eni taki, ki sem videl, ko sem malo bolj pozanimal, pa sem rekel, wow, a resno, a to je slovensko? Tako, se mi zdi, boš tudi ti pri kakšnemu začudeno pogledu, rekel, a resno. Okay. In vi tudi, sej, to je za vas narejen. Tako. No, takole, 1828 naj bi prvi patent, ki je na slovenskem nastal, no, kako bomo rekli, namreč Valentin Matija Živic. On se je še takrat v Avstro-Ogrski ukvarjal s kmetijstvom pa vinogradništvom in je naredil nek razpršilec za škropljenje. Okay. Ne tako, kaj danes, ampak nek prototip, neki začetnik, se pravi, en škropilnik ta ročen je on izumil. Kaj, da si lahko zaščitil? Se pravi, ja, za rastline gnojenje oziroma za te zadeve. Tako da to, on naj bi pa tudi neko vodno turbino izboljšal in pa, kot se bral, kalorifer, naj bi tudi on Kalorifer. naredil. To so unije, veš, ki gre izumljati pa tri take stvari, ki so čist ne Ja. povezali. Ampak, Ker je tako, ja. No, Okay. tale Lovrenc Kušer Ja. je naredil en tak izum, mislim, je izum, namreč znamko. Znamko. Znamko je A to za Slovenec. polizati? Ja, to za na pošto. Ja. Gor dati, to je Slovenci izum. Okej. Kar je bilo tudi Zanimivo. zanimivo, ko sem to gledal, bral. Pa zdaj toliko ljudi to uporablja, pa zbira te znamke. Pa, Recimo, ne? a ne, pa malo Pa, tako. Pa to je v bistvu. Kdo je zaslužen? Mi. Ja. Ker če ne bi bilo Slovencev, ne bi še danes imeli znamk. Tako, boh ve, kaj bi bilo. Ja. No, leta 1909 Ja. je Ivan Slokar, zapravo 6 let po tistem, ko sta brata Wright prvič poletela, je on imel že prototip za helikopter. Ampak ker je bil toliko pred svojim časom, pač noben ni kupil tega oziroma se lotil helikoptere narediti, ker noben pač ni vedel, ker je bilo res tako moderno to, da do tega nikoli ni prišlo, ampak ne bi, če te prototipe oziroma te slike ne bi še bile na Dunaju, ne bi imeli v arhivu to pač prototip za helikopter. Zanimivo. Ja. A No, ni že Da Vinci neke prototipe helikopterja delal, sam pač. je res, ta bi dejansko letel. Ja, ker je bil v tem času narejen, ker so, ker so že letali okoli. Tako. Da Vincijev, ne vem, enkrat sem gledal, ker so se lotili delati iz te zadeve, ki jih je Da Vinci naredil, jih je kar nekaj, jih je dejansko bilo uporabnih oziroma sodelovali. Helikopterje se spomnim, takrat niso lih, ampak Ja, vem, da je bil neki tako pravno, tako spiralo imel. Tako, ja. Dej, To je bilo malo nevarno, no, ne vem. Ali bi pa delali, ne vem. Ja. Ne vem, sej sem pa ziher, da je nekdo enkrat to probo. Ziher, ja. No, pomamo pa France Rode, ampak ne Škof. Aha. Ampak pač je Slovenc, ki se je preselil
v Ameriko, ki je en začetnikov Silicijeve doline. Okay. Majster je izumil kalkulator. Kalkulator, ampak ne un plus minus. On je izumil znanstvenega, se pravi z logaritmi in vsemi drugimi funkcijami. Se pravi tega, ki ga uporabljamo še danes. Ja, za. To je Slovenci izumil. Aha, ne tega klasičnega, ampak unga naprednega. Ja, se pravi, je še zmeraj plus pa minus tam gor, ampak poleg. Ja, ne pač Krata nekdo drug je deljena. unga klasičnega, Ja, on je pa samo tega izboljšal. Tega izboljšal in pol, ker sem tudi gledal nek 15-minutni dokumentarci o njem. Dejansko, to je v 70-ih je to naredil, da se je zaradi tega tudi računalništvo oziroma tehnologija računalniška začela razvijati, potem, ko je on to izumil. Aha, zaradi tega, ker so lažji računalniki, ker ni bilo treba. Ja, ker več. so pol računalniki, pa so to tehnologijo začeli v PC-je uporabljati in tako naprej. Tako da bi lahko rekli, da imamo tudi mi malo zasluge za to, da Imamo računalnike. imamo računalnike. Pa zdaj telefone, a ne? Recimo, ne. Takrat je, ja, se pravi, v čipe je dal, ne vem, koliko milijon več možnosti, kakor je bilo prej, no. Aha, ja. V glavnem, neka dosti revolucionarna zadeva. No, pa imamo pa Sevo, ki sem ti jo že enkrat omenil, pa, ki jo bom enkrat tukaj, bom prav daljo naredil, Neznani Slovenci, namreč Peter Florjančič, rekel najbolj znan, pa največji slovenski izumitelj, ki ima več kot 400 patentov. In najbolj znana stvar, ki je on naredil, je razpršilc za parfume, sprav ps. To je on izumil. To danes pač se povsod uporablja po celem svetu. Sprav ta razpršilc je izumil Peter Florjančič. Poleg parfuma, oziroma razpršilca, je naredil te okvirčke za diapozitive, ki se danes sicer ne uporablja nekaj, ampak pač, da se shrani lahko tja gor, je tudi on izumil. Včasih je bilo to ful v uporabi. Ja. Danes je pa pač, ko imaš projektor pa stvari. Ni več, ni več tako, ampak za tisti čas je bilo to pač ful pomembno. Ja. Poleg tega je zadrgo, plastično zadrgo, Verschluss. Ja. Je tudi on izumil. In pa imel je že tam v 60-ih, je imel že za airbag je naredil načrte. Aha. In je šel do Renaulta, do Mercedesa, do vseh teh firm in noben ni kupil, zato ker je bil spet toliko pred časom, se noben ni sploh pač razmišljal o tem. Še želi pol čez 10-15 let so začeli airbage uporabljati v avtomobilih. No. On je imel pa že toliko, vsaj 10 let je prej idejo, da bi to lahko naredili. Še celo tacga je imel, da je v Bender, kaj že? Armaturki? Ne, v zunaj, Bender, kako se že, kako že po slovenska? No, se ni poveze. Odbijač? V odbijaču, Ja. da je v odbijaču, da so bili airbagi. Aha. Prav, da si v zunaj, da bi ga že sprožil. Ja, to je neki, ki je Volvo delal, sem videl, da kao, če zbiješ ti pešca, da se ti zunaj, da ne zbije glave. No, to je tudi tako ideje, že tako ideje. In notranje in zunanje je imel že ideje za to. Mojster je res, torej, Ja. Sva nazaj. tudi, vidiš, tudi kamera je bila toliko šokirana od Petra Florjančiča, da je kar nehala delati. baterija crkva. Skratka, ja, Peter Florjančič, o njem boste enkrat v prihodnje še malo več zvedeli. Cool. A si vedel, da je zdaj ena firma, ki te zadrge na hlačah dela? Samo ena firma, skoraj da, če imaš zadrgo na hlačah, So edini. skoraj edini na svetu. Nek YKK, če pogledaš, skoraj vse hlače imajo to. Ja, od njih. Prav bi se bilo splačati začeti to delati. Ja, da bi bil konkurent. Razen če so hudi, da te zjebali, že kad zraven prišel. Najbrž, zna biti, ja. Ampak zanimiv, ker si rekel, da je tudi zadrgo on. Zaradi njih imajo zdaj oni tak biznis, ta firma, Tako, ne? ja. Zaradi A Slovenca. se kdo rekel hvala? Ja. Aj kaj dobi Slovenija zaradi tega? Bi mogla. Ja. Se moram pritožiti. No, takole naprej. Se malo spet nazaj vrnemo. Smo enkrat že omenili Antona Belarja.
Ja. ki je ki se je z teh seizmografija, se pravi, vedel o potresih, on je Ja. te napravce delal, je izumil, ki so zaznali potrese. Ja. No, skupaj z Antonom Kodeljem. Anton Kodelj je bil pa en Kranjc, ki je Ja. to prvi na slovenskem avto imel. Kodeljevo v Ljubljani se po njemu imenuje. Aha. No, on je bil tudi en izumitelj, predvsem sicer z avtomobilizmom se ukvarjal, ampak skupaj z Belarjem sta takrat radio naredila, izumila. Pač radio sprejemnik je tudi. Ja, nisi to takrat govoril. Vse tega se mi je zdel, da boš omenil. Tako da, ja, to. Potem smo imeli nekega kirurga, Marko Godina, ki je sicer tako zelo, dokaj mlad v prometni nesreči umrl, ampak takrat za časa svojega življenja je bil najboljši mikrokirurg na svetu. Zelo pač znan, spoštovan, in tudi on je izumil mikrokirurško iglo z rezilom, ki je bilo 2 mm velika zadevca. Aha. Igla z rezilom. Nekaj takega. Zanimivo. Okay. Kjerga leta? To je bilo, to pa ne vem, je bilo 70, 80, kaj takega. Aha, ok, no si saj približno. Nekaj takega, ja. A je bilo to v 20-ih, a je bilo v 70-ih? Ne, je bilo že malo kasneje. Potem imamo Peter Pavšič, ki smo bili v šoli, ki smo imeli športno, pa je bilo treba čez kozo skakati. S pretekel pa si na odskočno desko v Drinu pa šel čez. No, to odskočno desko je on izumil. Aha. To leseno. Ja. To je tudi Slovenc izumil. No, pa ena stvar, ki se mogoče ti, ki si na fotografsko hodil, če ste skaj povedali. Puhar. Ja, Janez Puhar. Ja. Na steklo. Ja. Tako, pa še zdaj ne vejo, kako je to delo. Ja, res je. Pa še poleg tega, to ne vem, če si to vedel, namreč 1840, prav par let prej, so prva fotografija je nastala. No? In takrat je bilo za osvetlitev par minut bilo treba, pa celo ur. On je 1840 15 sekundno osvetlitev že imel. Ja, to je noro. Ja. Tudi, mislim, za tisti cajt, ki si to je bila pač kamera obskura in ti si v bistvu imel sam lukenco in je svetloba noter šla in ti si tisto luknjo odprl, ne vem, z nečem, pa sam zalimu nazaj, zadnji si imel pa pač ta papir, ki je bil občutljiv na svetlobo, pa smo ga pa nesli v temnico, oziroma papir je mogel biti. Ampak to, meni je najbolj zanimivo to, da ne znajo poštudirati od tega Puharja, kako je on prišel do tega. To mi je tako, A veš, kako je on, ker še danes ne znajo ponarediti njegove te nasteklo fotografije, ki je delal, in to mi je tako, kako ne moreš po vsej tehnologiji danes. A pa tu nisem gledal, to ni nič zapisal ali pa nek postopek, ne, pa da bi kdo videl. Je najbrž še samo on vedel, ali kako. Puhar je tak kar Jackson, kar se fotografije tiče, pa spet ni neki znan. Ne, ni. No, pa še enega, ki ga bom pa tudi verjetno obdelal, enkrat Neznani Slovenci, ker sem ga tudi jaz prvič slišal, Miroslav Štumberger. Majster je izumil podvodni sonar. Kva? To, da lahko vidiš. Ampak ful se ga ne tegnil. On je naredil to, pa je pa v Belgijo poslal pač nekim znanstvenikom, da če preverijo, če je to kul, pa so pa to dobili, se rekel, ne, to je kar neki. In so pa v bistvu ukradli to idejo in jo oni kot svoj izum dali. Se pravi, podvodni so, pa ne samo to, pa je izumil nek dezaktivator morskih min, ne vem kako, torpedo, in pa v bistvu imel že ideje in zelo dobre načrte za raketoplane, za rakete, ki jih v tistem času, ko je on živel, še sploh niso imeli ideje za to, je on že načrt naredil za raketo. Ne, veš kaj je meni pri teh stvarih tako fascinantno, ne vem, torpedo. Kako ti en Slovenc poštudira torpedo? On je bil na
se pravi, a je bil v vojski, na morju, oziroma na ladji, nekaj takega. Se pravi, bil je ves čas. Okay. V tej, ja, no, se vedel, kako se, mislim, tam pa kaj gre. Pod Triglavom nekda tip torpedo poštudiraš, je bilo malo hecno, ne? Ampak je pa v tem kontekstu. Je bil ves čas na morju, tako da je vedel, kako se stvari streša, ampak vse en. Ja, no, seveda, ja. Tako, pa zelo, ja, ta sonar, sem kar grda, ne. Ja, drugač grdo, ja. Ampak po moje v zgodovini je dost tega, ki so pač nekateri videli. Pa so Edisona? Ja, omenili kaj? Recimo. Ja. Pa verjetno, ja, en kup zadev. Pa se sem tudi prepričal, da je nekdo drug nekaj pogruntil, pa je nekdo čez par let pa od tega ta drugega, ta ideja vam prišla, ki ima mogoče bolj srečo, ali pa je nekdo videl, pa si lahko. Ja, ali pa je imel ta pravi ljudi zraven, ki so znali to. Ali pa je nekdo, ki je financiral, ali karkoli, ne. Sem prepričan, da je 90% izumov, da ni sploh tisti, ki da je bil zapisan, da je zares bil. Ali pa pač ne. Ja. To je težko biti zdaj. To sva se midva na pet, ko me ekstremu zdaj spomnila in tako je. So pa seveda, no, tudi neki zdajšnji izumi, ki jih sicer res nisem klele veliko omenjal, ampak kvadrofil je čovn. Ja. Slovenski izumi, ki je na 100 km 47 centov. Kaj si? Ponuca. Benzina. Okay. Neke posebne vrste čovnak ima podvodna krila. In ja, to je tudi naša zadeva. A pa to uporabljajo? Kot sem videl, je se uporablja, vredno ni še toliko znana stvar. Aha, pa to je nekaj ful novega. Ja. Preko zadnjih, recimo 10 letih, no. Aha. Letanskega. No, so pa seveda pol še kakšne slovenske firme, ki so kakšne inovacijo naredijo na nečem, kar že obstaja, ne. Ja. Ker, recimo Elan Carving smuči. Recimo, ne, ja. Elan je, Carving izum, ne. Ja, tako. To, vidiš, to sem recimo pozabil. Jaz sem sicer, bolj osebe. Tako. Imaš tudi recimo firme slovenske, ki s tehnološkimi podjetji sodelujejo, pa z NASO. Veš, raketo, ki gre v vesolje, ki jo pelejo na ploščad, ki najprej na eni ploščadi, ki jo tja zapele. Ja? No, to Slovenci upravljajo. Aha. Naprimer. Take zadeve imamo tudi mi. Ja, smo kar majhni, ampak zelo inovativni. Ja, pa veliko imamo. Ja, za toliko majhen narod. Se lahko kar pohvalimo. Ja. Tako. Zdaj pa zdravljica tukaj je. V zadju se mogoče odvrtela. Ni lepo, da zdaj ne govoriva. Ja, lahko ostanemo. Bo ostala tako šla. Dobro, to bo pa iz moje strani.